Pozdravček, z vami je zopet Silvija iz skupinice Tree of Life. Pričenja se nova serija posnetkov v Tree of Life, to se pravi in tudi na YouTube kanalu, kot vidite. Govorili bomo ogromno o sodobni higienski zaščiti, o tem, kako čistimo menstrualno skodelico, smo že malce povedali, potem pa jo bomo še sterilizirali, govorili bomo o čiščenju pralnih vločkov, govorili bomo o novih menstrualnih skodelicah, ki so prišle na tržišče, več različnih vrst, primerjave in pa sledi tudi video z menstrualno skodelico v vodi 2. Tam bom povedala tudi, kje se dobro obnesemo in kaj še posebej moramo biti takrat, kadar zbiramo menstrualno skodelico za vodo, pozorni. Hkrati pa bomo govorili tudi o čisto eni novi temi in sicer govorili bomo o tem, kako si skrajšamo čas družinskih opravil, zato da lahko počnemo med tem, ko bi recimo 1 uro pa pol preživeli v razvrščanju perila posušenega, rajš preživeli čas kako drugače in kako si to skrajšamo. Zdaj se nahajamo v moji kopalnici. Mi smo pred časom preurejali kopalnico in ena izmed stvari, ki sem si jih res zaželela, je to, da bi imela pralni stroj, to se pravi za pranje perila, in pa sušilni stroj za sušenje na višini. To se pravi, da bi ga imela dvignjena oba stroja. Ja, moram reči, da so to izkazali za nekaj res super, zato ker ne rabim vsakeč čepet, kadar dajem iz pralnega stroja v sušilni stroj. Spodaj, pod sušilnim in pralnim strojem pa imam predale za umazano perilo, tako da v bistvu imam vse zelo skupaj in s tem zelo skrajšam čas tega razvrščanja in pa tudi hrbet malo manj trpi. Skratka, kaj sem hotela reči? Zdaj posnetek vam zelo težko pokažem, da bi se videla oba, ker je naša kopalnica narejena v well, tako da vam bom pokazala slikco. Evo jo. In pa zdaj vam pa pokažem še prvi trik. In sicer prvi trik je lažje razvrščanje pred pranjem perila. Ja, imamo pri nas doma 2 koša za perilo. In sicer v levem košu za perilo imamo črno perilo. In črno in temno perilo smo z otroci in z možem dogovorjeni, da dajemo na levo stran. Na desni strani pa imamo koš za perilo, v katerega dajemo samo perilo pisanih barv in pa bele barve. Tako da, ker razvrščam perilo v stroj, ne potrebujem razsortirati po vseh barvah, namreč perem tako, da razvrščam po barvah, hkrati pa velikokrat razvrstim tudi po tkanini. Kaj zdaj s tem mislim? Pred časom sem si pogledala en YouTube posnetek, kjer je dejansko mamica razvrščala samo glede na, kako bi rekla, glede na vrsto oblačila. To se pravi, vse majčke je dajala skupaj, te, ki so recimo tanjše. Vse kavbojke je prala skupaj, vse puloverje je prala skupaj. No, jaz se česa tazga ne upam, zato ker določene stvari še vse gredo v barvo in nekako ne zaupam rdeči jopci pa moji beli jopci skupaj v pralnem stroju, sploh pa, če jih perem, mogoče ne čisto na začetku, ampak tako, da nista res preprane. To se pravi, da lahko rdeča jopca še vedno spusti barvo. Tako da sem se odločila, da tega se ne bom posluževala, ampak kolikor imam večjo količino temnih stvari za oprati, pa vedno ločim, da se skupaj perejo recimo, ne vem, kavbojke, pa jopice, kakšni debelejši puloveri ali pa kaj takega skupaj. Vse tiste stvari, ki pa so tanjše, to se pravi spodnje hlačke, nogavice, majčke, pa take stvari, tam pa za posebno pranje. Enako naredim tudi pri belih stvarih in pri pisanih stvarih, tako da imam nekako že razvrščen tudi glede na to, koliko vode tkanina vsrka. Ja, to je, kar se tiče pranja. Pralnega stroja v sušilec zložim tako, da samo prestavim iz leve strani v desno stran, to se pravi, ne rabim počepati, ne rabim karkoli, samo zagrabim in postavim v sušilca. Kaj pa se zgodi z razvrščanjem stvari iz sušilca? Ja, prej sem imela eno gajbico, tako kot vse mamice, oziroma ni bila več samo ena gajbica, ampak jih je bilo 3, 4, 5. Skratka, v vsako gajbico sem dala vso vsebino iz sušilca,
stresla noter v vseh oblačila in potem pri televizijo zlagala. Sicer sem nekako po gajbicah pol malo sortirala, pa sem v eno gajbico, ki sem nalaga, sem dala na eno stran samo od starejših hčerke, pol od srednjih hčerke, pa malo od sina, pol malo od moža. Skratka, ko sem začela pol to razvrščati v omare oziroma nositi po sobah, je bil to cel kaos, ker so bili 3 čebri perila, v vseh čebrih je bilo pa od vseh nas, družinskih članov. Porabila sem ogromno časa, da sem to razvrščala, da sem iskala, kaj je od koga, da sem potem na polzlah delala posebej kupčke, skratka sem se odločila, da moram nekaj glede tega ukreniti. In to sem tudi naredila. Preden smo preuredili kopalnico, sem si čebre za perilo zložila takole, da vam kar pokažem, enega na drugega in noter zlagala v vsak čeber od enega družinskega člana. To se pravi, en čeber za enega družinskega člana, plus en čeber za posteljno perilo, brisače in krpe za v kuhinjo. Dobro se mi je obneslo, ampak seveda sedaj je še boljš. Namreč, lahko poiščete eno omaro, lahko je v spalnici, lahko je v kopalnici, lahko je v hodniku, skratka, kjerkoli imate prostor. V to omaro sem dala poličke in gor postavila že te čebre, ki sem jih imela tudi prej v uporabi. To se pravi, zmerila sem omaro, ko rabim veliko, zato da grejo te čebrički za perilo noter. Sedaj imamo organizirano tako, da na spodnji strani, čisto spodnji čebriček je perilo posteljno, to se pravi posteljno perilo, krpe, potem razne brisače, brisačke, vse, kar je za brisati. Zakaj? Zato, ker otroci to velikrat pomagajo zlagati in jim je to najlažje dostopno. Potem imamo na drugi polički, je od najmlajšega člana, zato da si lahko on tudi kje vzame ven iz svojega čebrička, če kaj potrebuje. Potem imamo mlajša hči, starejša hči, jaz in pa na koncu gor mož, zato ker je največji in najlažje doseže svoj čebriček. Tako da zdaj si pa kar poglejmo, kako to izgleda v praksi. Tako. Poleg pralnega stroja in sušilca se za vogalčkom nahaja tale omara, ki sem si jo neizmerno želela. Zmerila sem celo čebričke za perilo, ki sem jih imela prej, zato da sem lahko omaro naredila točno tako, oziroma dala delati točno tako, da mi pašejo noter že te, ki jih imam od prej, zato da nisem rabila kupovati novih. Pa jo kar odprimo. Evo, prej sem razlagala, kako ima vsak svoj čebriček. Takole. Ja, zdaj pravijo eni, ja, pa imaš veliko zgube, imaš pri omari še prostor na obeh stranih. Ja, tale prostor na tej strani je več kot odličen za nepare nogavic in tukaj se jih včasih nabere kar veliko in potem se jim gremo igrico, kdo najde največ parov nogavic. In potem vse te nogavice stresemo na en kup in jih otroci potem poiščejo. Tako imamo organiziran v samih gajbicah za perilo. Recimo pogledamo si to spodnjo. Tu je za posteljno perilo, brisače in krpe. Na levi strani imam že zložene stvari, na desni strani nezložene. Zakaj? Zato, ker nimam vedno časa, da bi izložila takoj, ko dam v čebriček in najprej izložim samo noter, potem pa vzamem celo košarico ven in jo zložim, ko imam čas. Potem pogledamo pri najmlajšemu, imam že vse zloženo in je pripravljen, da odnesem v sobico. Srednja hči si tist, kar zna, sama zloži, tist, kar pa ne zna, pa ji pomagam in v omaro je zaenkrat zlagam 6. Največja hči ima svoj čebriček, ona si sama zloži perilo in tudi sama da v omaro. Jaz samo pol malo omaro pogledam, kako se je zložila in uredim. To je pa še od mene in majka moža na najvišji polici. Kako zdaj to izgleda v praksi? Jaz vse čebričke takole potegnem malo ven na različnih koncih. In potem iz sušilca dam v takle čebriček in potem razvrstim perilo. Zakaj moram dati v čebriček? Zato, ker imam tu sušilca kar nekaj in ne moram skozi nositi, oziroma kdaj pa kdaj tudi nosim, če nekaj veliko nogavic, ki bi mi padale po tleh. Potem pa vzamem nogavice, ki vem, da so recimo moje, in jih dam v moj čeber za perilo.
pa nogavičko od srednje hčerke, mečem vedno na desni strani, a ne, zato ker je tam nezloženo perilo. Evo, hlačke za trening, pa ene pajkice, evo, pajkice od srednje hčerke, pa hlačke od najmlajšega, takole, ko je polna, takrat, kadar jo starejša hči jo še sama zloži, a ne, se pa mu dal te hlačke ven, ker niso zložene, se nisem bo zato, da ste videli pokazala. Jaz primam tole gajbico in jo odnesem v otroško sobico, takole. Večjim hčerkam postavim pred sobico, takole. Vsa umetnost. Jaz vem, da ženske nekatere perejo tudi tako, da imajo od vsakega družinskega člana že posebej ločeno v čebru za umazano perilo, pa potem operejo samo, ne vem, od enega družinskega člana recimo in posušijo od enega družinskega člana, pa dajo pol tudi za zložiti od enega družinskega člana posebej, ampak glede na količino oblačil, ki jih mi porabimo čez teden, se mi zdi to čisto nepraktično, ker bi pol prala res na pol prazne stroje. Tako da meni se ta način, ki sem vam ga zdaj predstavila, zelo dobro obnese, tako da upam, da sem vam kaj pomagala tudi pri razvrščanju vašega perila in vam skrajšala čas. Lep pozdrav do naslednjič. Vidimo se že zelo malo. Spremljajte tale YouTube kanal in se vidimo.